Gospod Štaba, koliko lahko alkoholne ključavnice spremenijo to naše razmišljanje? Če pogledate, zdaj smo že desetletja nekako cepetali, nismo točno vedeli, kaj bi naredili z pijanimi vozniki, ali bi jih dali v zapor, ali bi jih pridržali, ali bi jim dali visoke kazni. In to cepetanje nekako na mesto nas je vse delali nervozne, ker vemo, da je teh voznikov precej. Alkoholne ključavnice pa so orodje in sistemska neka dopolnitev lahko za sodnike, lahko seveda za vse tiste, ki so v precepu, dodatna varnost za profesionalne voznike in gre za zelo dober ukrep in sem zelo vesel, da prihaja tudi v slovenski prostor. Pod kakšnimi pogoji pa bi bile te alkoholne ključavnice učinkovite? Zagotovo bi bile učinkovite, če bojo imele vzad za sabo tudi nek nadzorstven del in zelo kvalitetne rehabilitacijske programe, ki bodo tudi spremljali ljudi, ki imajo sicer, bom rekel, ali težavo, reči alkoholu ne, ali pa mogoče kaki pijači in v bistvu bojo lahko z psihologi, tako kot imajo to v Belgiji, predebatirali, kje je izziv, predvsem bojo bili pa vedno lahko varni in to je zelo pomembno, zelo ključno. Ampak v prispevku smo lahko videli, kako se institucije, pa civilna družba trudijo za zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola, na drugi strani pa oglasi, če ste na Martinovo, ki je pred nami, preveč spili, vam uredimo problem vrnitve vozniškega izpita. No, še več je. Tukaj celo garantira 90% uspešnost, kar pomeni, da je zunaj v vsakdanjem življenju neka pravna luknja, ki jo očitno nekateri poznajo in jo znajo tudi speljati. Velik izziv za vse te uradnike, recimo, Ministrstva za pravosodje, da pregledajo ponovno zakonodajo in ker so vrhunski pravniki, verjamem, da bojo tudi v kaki noveli pa pri spremembah te luknje znali zakrpati. Kako pa ocenjujete predlog resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023-2030, v katerem je zapisano, da bodo preučili tudi te alkoholne ključavnice? Zelo hudo je bilo spremljati Slovenijo brez nacionalnega programa. Nekaj časa smo na to čakali. Ravno lansko leto je premier ob Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč obljubil, da bo Slovenija tudi zagledala nov program do leta 2030. Očitno se to zdaj dogaja. Uspešen bo bil toliko, kot ga bomo razumeli, da je to krasno orodje za vse nas, da bomo ohranili življenja in zdravje ljudi na slovenskih cestah. Uspešnost je pa seveda odvisna od merljivih ukrepov. Te ukrepe moramo pa meriti z številom hudotelesno poškodovanih, zmanjševanje umrlih seveda in da bo ukrep tako učinkovit, da bo zniževal prave te poglavitne vzroke prometnih nesreč. Dolga leta se že v Zavodu Varna pot borite za ničelno toleranco do alkohola na cestah. Kako dolgo bo po vaše v Sloveniji, bomo Slovenci še rabili, da nam bo prometna kultura bolj pomembna od kulture pitja? Ja, če pogledate nazaj. Ravno danes na posvetu so Belgijci lepo pokazali, kako so v bistvu v tem sistemu alkolog oziroma te ključavnic nekako našli vrsto vrzeli in naredili veliko napak. Kaj je potem na nas, ko bomo nekaj takega implementirali, da preskočimo in vzamemo samo tiste dobre stvari in tiste napake damo stran, da ne gremo mi ponovno v prvi razred. Prevečkrat smo že šli v prvi razred v Sloveniji in želim si, da bi nekoč bili tudi mi tako ambiciozni in bi mi predstavljali Belgiji rešitve, ne samo, da zmerom pridejo z nekim 5-letnim, 7-letnim zamikom v Sloveniji in jaz mislim, da mi imamo veliko strokovnjakov, veliko dobre volje, predvsem pa moramo tiste številke razumeti, da imajo svoj ime in priimek. Ime in priimek, je vsaj pri mladih viden napredek, kar zadeva? Absolutno. Če pogledamo iz leta 2009, iz tistih strašnih nesreč v Celju, če ravno rečejo, da ni bilo napredka, jaz temu ne pritrdim, ker vem, da tudi starši, ki so se takrat izpostavili in takrat so bili 3 ministri, minister za promet Patrik Vlačič, Katarina Kresal pa minister za pravosodje Aleš Zalar, stopili so skupaj, naredili so zakonodajo, mladi danes dostikrat bom rekel, eden razkira in je trezen, imajo dodatne izobraževanje, imajo trening varne vožnje in jaz mislim, da je danes bolj problem v moji generaciji, se pravi ljudje, ki so starejši od 45 pa tja do 60. Mi se tega nismo naučili, mi teh
izobraževanj nismo imeli te miselnosti, bolj smo se bali represije, če ravno represija mora biti zelo učinkovita vedno posod. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.